Dober večer in dobrodošli na tokratnem že 11. predavanju, ki se bo zgodil v sklopu dogodkov Filozofska fakulteta govori v letu jezikov in bo obravnaval vzhodnoazijske pisave, vse od davnih zapisov na želnih oklepih do današnjih zapisov v mobilnih napravah. Torej, na tokratnem predavanju bodo tri avtorice in tri govorke, profesorica doktorica Mateja Petrovčič, docentka doktorica Kristina Hmeljak-Sandava, ter Klaudija Rukman, ki bo v imenu docentke doktorice Ryu Hyun-suk govorila, razlagala v slovenščini. Predstavili bodo nastanek, razvoj in ustroj kitajske pisave ter kompleksne mehanizme, s katerimi so kitajsko pisavo kasneje uporabili in priredili za zapis drugih, lahko rečemo, precej ali pa celo povsem drugačnih vzhodnoazijskih jezikov, kot sta na primer korejščina in japonščina. Ti sistemi so skozi zgodovino stkali številne izzive in s temi so se srečevali pisari, slovaropisci in drugi, ki so skušali na tisoče pismenk urediti na čim bolj sistematičen in hkrati pregleden način. Omenjena problematika velike količine pismenk je ponovno postala aktualna v času telegrafije in kasneje v informacijski dobi. Avtorice na tej točki izpostavljajo zanimivost, da sta bili potrebni kar 2 desetletji raziskav, da so informacijsko-komunikacijske tehnologije začele podpirati tudi vzhodnoazijske pisave in jezike. Predavanje se mimogrede dotakne tudi vprašanj črkovnega zapisa, zaključi pa se s prikazom nekaj izbranih zanimivosti, ki so posledica uporabe računalnikov in mobilnih naprav. Kar izvolite. Hvala za uvodne besede in to kratko predstavitev. Ker ni časa prav veliko oziroma imamo v tem času ogromno zapovedati, bi začeli z enim kratkim vprašanjem, pravzaprav kako zapisujemo pisave, torej kako zapisujemo jezik. Ker se bomo dotaknili ogromno vsebin, bodo določene vsebine mogoče nekoliko poenostavljene in upam, da strokovnjaki iz nekaterih področij ne boste imeli nič proti temu, oziroma vas to ne bo kaj posebej motilo. Torej, prva velika skupina pisav beleži glasovne enote jezika in druga velika skupina pisav beleži pomenske enote jezika. Če beležimo glasovne enote, lahko s tem zapišemo foneme, lahko pa zapisujemo zloge. Če imamo pisavo, ki beleži pomenske enote, lahko beležimo lekseme ali posamezne morfeme. Kot se vidi na tem slajdu, na tej sliki, ni čisto jasnih mej, kje so črkovne, zlogovne, logografske pisave. Sistemi se prepletajo. In tukaj je kratka ponazoritev, sicer v angleščini, kako to funkcionira. Na vrhu imamo črkovno pisavo, abecedo, ki zapisuje soglasnike in samoglasnike. Ta sistem nam je najbolj znan. Že to bi se lahko ustavili pa debatirali še kakšno urico ali dve, ker je vprašanje zapisa glasov v grafeme, torej v vizualne enote, komplicirano, ampak naj ostane na tem mestu. Torej, soglasniki, samoglasniki. Imamo pisave, ki zapisujejo samo soglasnike. Nam blizu sta, na primer, hebrejska ali pa arabska pisava. Potem nekoliko niže pridemo, na primer, do korejščine. Korejščina ima v osnovi elemente, ki so, recimo, črke, ampak jih tvori na tak način, da zgleda, kot da so to zlogi. Torej, ena vizualna enota je en zlog. Če se predstavimo nekoliko niže, pridemo do teh rumenih primerov in to so zlogovnice. Vidimo, da vsak kvadratek, vsaka enota prikazuje en zlog. Spodaj pa so logografske pisave, kjer vsaka enota predstavi neko pomensko enoto. Pa poglejmo, kako bi zelo poenostavljeno naše 3 azijske jezike napisali v slovenščini. Torej, na vrhu je slovenščina, primer jezik in pisava. V korejščini bi jezik in pisavo napisali tako, kot vidimo gor v drugi vrstici. Torej, jezik in pisava.
Vizualno je vsak kvadratek svoja enota in istočasno vsak kvadratek svoj zlog. Nekoliko nižje pridemo do japonske pisave. Vsak znak predstavlja svoj zlog. Spodaj pa je primer kitajske pisave. Zaenkrat bo čisto dovolj, da si predstavljamo, da sta prvi dve pismenki jezik, drugi dve pa sta pisava. Na to se bomo vrnili nekoliko kasneje, ampak zaenkrat ostanemo pri okvirnem občutku. Torej, črkovna, nekje med črkovno in zlogovno pisavo, potem zlogovna in logografska pisava. Kdaj se je sama pisava na Kitajskem začela? Uveljavljeno je prepričanje, stališče, dejstva so, da je bila kitajska pisava popolnoma razvit sistem že v času dinastije Shang. Takrat so našli, torej v 19. stoletju so našli arheološke dokaze za to, dokaze na lopaticah goveda, na kosteh in kasnejša izkopavanja v 20. stoletju so pač poskušala pokazati, da je kitajska pisava obstajala že bistveno prej. Če se sprehodimo po zelenem traku na vrh strani, so našli dokaze, da je pisava obstajala že v času dinastije Xia na ožjem področju Kitajske. Dodatna arheološka izkopavanja so potem pokazala, da so tudi neki indici, da je obstajala pisava še prej, v času neolitskih kultur, ampak iz tega obdobja so obstajali samo še drobci, torej v tem obdobju ni bila pisava še popolnoma razvita. Naprimer, ta osrednji del Kitajske, tam je bila kultura Yangshao, je zapisal, je uporabljal neke take znake, kot vi vidite na zaslonu. Na drugem delu, v tej neolitski kulturi, je bila pisava nekoliko drugačna. Na tem kosu je bila spet nekoliko drugačna. Drobci teh zapisov pa so še vedno aktualni in jih uporabljamo v sedanji kitajščini. Naprimer, črtica 1 nakazuje 1, dve črtici 2, ali pa naprimer tale X. Tole je 5 in torej zapis za 5 se še dan danes zapiše zelo podobno. Vodoravna, taka črta, ena okrokovinka in še ena ravna. In to je številka 5. Tako da definitivno lahko govorimo o kitajski pisavi kot popolnoma razvitem sistemu v tem obdobju, torej 14. do 16. stoletje pred našim štetjem. Tukaj sta primera, kako so zapisali konja in ribo. Namreč dokazi, kar so izkopavali in so našli napise, torej teh enot je bilo ogromno. Znašli so čez 175,000 različnih enot z različnimi enotami, torej kaj je bilo napisano gor in variacij je bilo tudi precej. Se pravi, v tem obdobju pisava ni imela enotne oblike, ampak so na primer konja zapisovali na te možne načine. Se vidite, pismenka za konja si bila podobna, ampak ni pa čisto identična. Ali pa na primer riba, lahko prepoznamo ribo, ampak kot vidite, niso vsi glifi, vsi zapisi za ribo identični. Ugotovili pa so, da je v tem obdobju obstajalo že približno 2500 do 3000 pismenk, kar je popolnoma zadost za celovit zapis kitajskega jezika. Kaj so takrat pisali? Predvsem pragmatična uporabna vprašanja prednikom, naprimer, v naslednjih 10 dneh bo deževalo ali pa v 10 dneh ne bo deževalo. Kost, lopatico s tem ugraviranim napisom so dali v ogenj, kost je seveda razpokala in iz razpok so potem razbrali odgovor, ki so jim ga prek pisave sporočili predniki.
in so ugotovili pač, ali bo ali pa ne bo 10 teh križeval. Od takrat naprej se je razvijala praktično samo oblika. Poglejmo si, torej, tale pečatna pisava je tista, ki je prva pred črtico. Nekoliko kasneje se je razvila v tako pisavo, malo kasneje v to, in ta je zdaj standardna, ta velja za rokopis v šoli. To je izpisana pisava, kot bi bil pač naš izpisan rokopis, to zadnje je pa približno doktorska pisava. To pa ni več razumljivo in tudi rabijo podnapis oziroma pripise, kaj tukaj zraven pravzaprav piše. Forma se ni razvijala linearno, se pravi, to ne pomeni, da je ena oblika nastala, zamrla, zatem se je razvila druga, ampak so se te oblike prelivale. Zgoraj vidite, tam, kjer je oranžna, se pravi, ko je nastala pečatna pisava, se je postopoma razvila iz te še uradniška pisava. Istočasno z majhnim zamikom je nastala ta modra standardna pisava, v tem času je pečatna zamrla in usporedno z njo sta se razvili še zadnji dve obliki. In zdaj obstajajo vse tri oblike, vse tri so zdaj lepe, se pravi, zadnja je izrazito kaligrafska. Poglejmo si zdaj sistem, se pravi, do zdaj smo si pogledali obliko pismenk, zdaj pa pogledamo, kako so pismenke pravzaprav sestavljene, zgrajene. Na začetku, kar je najbolj praktično, obstaja en set slikovnih pismenk. Z malo domišljije vidite v teh pismenkah voz, goro, sonce, jelena in tako naprej. Seveda vsega se sličicami ne da zapisati, zato obstaja še drug sistem, kjer so obstoječi enoti nekaj dorisali, dopisali in s tem poudarili določen del. To je drevo, spodaj si lahko predstavljate deblo, torej to je deblo, zdajšnja črtica zgornja je ravna, predstavlja krošnjo in od tukaj sta dve, ena na levo in ena na desno, ki pač predstavljajo korenine. Če so poudarili spodnji del, so poudarili korenine. Zgornji del pa so poudarili konec ali pa krošnjo. In s tem so dobili nove pomene. To je bilo seveda še premalo, nastal je še tretji tip pismenk. Naprimer, tukaj imamo na levi strani zapis za žensko. To je slika ženske, ki kleči in ima spredje prekrižane roke. V sredini je slika za otroka, tukaj si ga verjetno predstavljate, se pravi glava, telo, roke. In ko skombinirajo to dvoje skupaj v vizualno eno enoto, dobimo pomen hao, kar pomeni zdaj dober. Ljudska razlaga je, da je pač med žensko in otrokom dober odnos. Etimološka razlaga pa pravi, da takrat, ko je ženska dobila otroka, je bilo to za celo rodbino dobro in ker se je pač rodbina klan nadaljeval. Četrta skupina pismenk pa so pomensko glasovne in takih je največ. Kaj zdaj pomeni pomensko glasovne? V pismenkah je en del tisti, ki izraža pomen, drug pa tisti, ki izraža, nakazuje izgovorjavo. Tukaj imamo srce, čustvo, sovraštvo, ljubezen in vsi ti delčki, vse te pismenke imajo skupni del, to je srce. Skupno je tisto, kar je pomensko. Glasovno pa pomeni, da je skupni samo glasovni del. Kvadrat, hiša, tkati, položiti nima pomensko nič skupnega, se pa podobno izgovori. Prvo je fan, drugo fan, potem fan in nazadnje fan. Ali pa še en primer, to je qin, qin, jin, qian. Izgovorjava se razlikuje, ni čisto enaka. Se pravi, po tem desnem koščku, po fonetiku ne moramo točno vedeti, kako se bo neka beseda, pismenka izgovorila. Kar je pa seveda povsem logično, ker je pisava nastala v obdobju, ko je bila kitajščina bistveno drugačna kot je zdaj. Tukaj je en tak hiter, kratek pregled, kako so se jezikovne skupine delile na kitajskem. Se pravi, zdaj, ko govorimo o sodobni kitajščini, standardni kitajščini, je to
je to torej, oblika, kjer izgovarjava temelji po mandarinščini. To je bil nekoč v okolici Pekinga. Besedišče slovnica pa odraža tudi značilnosti ostalih variant, ki so tukaj v tem celotnem prostoru. Torej, če pogledamo, koliko časa nazaj pisava nastala, in da imamo izgovarjave cin, 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 cien, so izgovarjave še relativno blizu. Peti način, kako so zapisovali, je to, da so pač vzeli eno obstoječo pismenko in v določenem trenutku se je ta začela uporabljati za nekaj drugega. Naprimer, košara je čisto konkretna stvar, osebni zaimek pa je relativno abstraktna zadeva. In nastaja problem, kako pa zdaj ne zapišemo košaro. Enostavno naredimo novo pismenko za košaro in sicer košari dodamo na vrhu nov element, ki predstavlja bambus. In s tem nakažemo, da tale je ci, ki je bil ci, zdaj košara. Ci pa se uporablja naprej za osebni zaimek. Potem pa obstaja še ena varianta, kako se da besede zapisati. Namreč obstaja še nek nabor vzajemno izmenljivih pismenk. Naprimer, tam gor sta kao in lao. To je bila slika človeka, starejšega človeka, ki se opira na palico. In torej star in opirati se sta bili izmenljivi pismenki. Pri nas ta primerjava ne funkcionira, približno bi pa delovalo, če bi rekli neki enostavni zgradbi koliba ali pa kajža in enkrat bi rekli, to je koliba, drugič to je kajža, ali pa mogoče trenerka. Se pravi oseba in oblačilo, ki ga nosi, bi jo vzajemno lahko izmenjevali. Pa poglejmo si na primeru konja. Konja smo že na začetku srečali, kako se je besedišče v kitajščino širilo. To je ta konj, ki smo ga prej srečali na kosteh. In dodajali so, s temi tehnikami so besedišče razširili. 3 konje skupaj postane krdelo, lahko dodamo zraven konju nekaj na glavo, s tem dobimo uzdo. Lahko napišemo roko zadaj, ki nekaj drži in to pomeni, da spodbodemo konja. Kasneje se je recimo en delček zamenjal in se je potem tisti nov delček nadaljeval do konca. Na tak način dobimo naprimer še glagole jezditi, voziti. Jezdili so najprej konje, zdaj kolesa, vozili so konje, kočije, zdaj avtomobile. Pregledovati, preplašiti ali pa še naprej, recimo podobni glagoli kot na kakšen način konj teče. Skakljati, galopirati. Ali pa naprimer še kakšen je konj po obnašanju, po razpoloženju. Neumen, vesel. Ali pa kako konj zgleda, je konj podobno živali. Naprimer pisan konj, osel, kamela, pa še ena pismenka za kamelo. Včasih je bil jezik eno zložen, zdaj pa je postal več zložen. In da zdaj rečemo, kamela ni več dovolj niti lo, niti to, temveč skupaj lo, to. En sam zlog ni dovolj. Poglejmo pa si še en ogromen sklop in sicer, kjer konj funkcionira predvsem kot glasovni del. Naprimer, tole je ma, ahat, potem so ugotovili, da je boljše, če zamenjajo tisti levi košček, ki predstavlja kamen, z žadom, kot ahat, plemeniti kamen. Torej tudi ma. Potem imamo žensko na levi strani, dobimo ma, mama. Ali pa naprimer ma, to je del besede za mravljo. Ma je tudi beseda za mamuta, kot del besede za mamuta. Ma, preklinjanje, potem pa še naprimer nadoma, izbruhniti ali pa vprašalnica ali. In zdaj lahko iz tega sestavimo dva enostavna kitajska stavka. Mama, ma, ma, ma. In smo povedali, ali mama preklinja konja. Ali pa ma, ma, mama. Konj preklinja mamo. In v dolgih letih je nastalo na ta način ogromno pismenk. Seveda, ni treba, da zdaj poznamo vseh 91 000 plus pismenk, tega nihče ne ve.
ne pozna, ampak to za sabo potegne zanimivo vprašanje, kako se pravzaprav taka gmota pismenk v slovarjih uredi. In to bo potem naslednji sklop. Zaenkrat pa si pogledamo še ta začetni posnetek in sicer pogledamo, kako razumemo ta naš jezik in pisavo v kitajščini. Prvi kvadratek, prva pismenka predstavlja 3 ljudi. To in dodatne črtice, kar pomeni komunikacija med njimi. Se pravi, prva pismenka bi bila lahko skupina, komunikacija, sporazumevanje in še drugo. Drugo, po moje jasno, to je jezik, ki ga imamo v ustih in s tem povemo, torej jezik, ki ga imamo v ustih v povezavi s komunikacijo, torej jezik kot sredstvo sporočanja. Na drugi polovici vidimo pisavo. Zadnja sličica je verjetno taka jasna, to je pač pero pomočeno v tinto. V predzadnji sličici pa vidimo svinčnik in še nekaj. Tja pa sem skrila fonetik, glasovni element te pismenke. A mogoče prepoznate, kaj je to tukaj gor? Pisa, točno, to je pisa. In beseda pisava ima pa pisa v sebi. Zato, da vemo, da je to pisava. Da ni to risanje, čečkanje, ampak tista beseda, ki ima pisa, to je fonetik v tej pismenki, torej pisava. S tem bi lahko bilo tudi pisanje, risanje, posledično naprej pisanke in če gledamo spet razvoj jezika po različnih regijah, če bi zraven pisanki dodali jajce, bi dobili velikonočni pirh. Tiste regije, ki bi rekli pisankam pisanke, bi to razumele, tisti, ki bi pa rekli pisankam pirhi, pa ne bi več prepoznali relacije med zapisom in novim pomenom. Tako, zdaj na kratko bomo osvežili, kako je razvoj potekal na tem kratkem videu. Torej, najprej v obdobju dinastije Shang so bile pismenke na želvih oklepih, na lopaticah goveda in potem širitvijo po regiji se je širila tudi pisava. Postopoma vidite tukaj, da se je spremenila oblika in sicer nastala oblika kot vlivanje v bron. Črte so se debelile, kar pomeni, da je pisavo bilo treba spremeniti, da je bron lahko zalil vse tiste tanke režice. Postopoma se je spremenila spet tehnika, namen. Pri pečatni pisavi je bil pač namen izdelovanja pečatov in oblika se je spremenila. Sprva, ko je bila velika pečatna pisava, oblike, velikost, smer, debelina še ni bila prav standardizirana. V različnih obdobjih so posamezne aspekte pisave standardizirali, da je potem postala bolj enovita. Počas smo prišli do nove oblike, se pravi, torej pečatna pisava, vidimo že v Koreji. V Koreji so začeli uporabljati pisavo. Pisava se je pri Kitajske razširila tja. Na Kitajskem se tudi ta regija širi. Na Kitajskem se je začela že uporabljati torej uradniška pisava in tukaj vidimo, da so te črtice relativno kvadratne. To je bilo povezano s tem, da se je orodje spremenilo. Pisali so z lesenimi deščicami, z lesenimi pisali in les ni bil primeren za vlečenje okroglin. Kasneje pa so uvedli čopič, ki je bil bistveno bolj uporabniku prijazen in vidimo na zaslonu že, da začne pisava s čopičem počasi nadomeščati pisanje z lesenimi konicami. V določenem obdobju je seveda obstajalo oboje, potem pa počasi prevlada pisanje s čopičem, pisanje z lesenimi vlakni pa izginja. Vidimo tudi že na Japonskem, da se je pisava razširila tja čez. Na podlagi tega so nastajale druge pisave v vzhodnoazijski regiji. Določene so nastale, čez nekaj časa zamrle. Določene so se potem, na Japonskem se medtem razvila tudi kana. Tako da zdaj smo nekje v 10. stoletju, se pravi, pisava se je razširila še malo bolj na zahod. Čez čas je tudi ta
kar hitro zamrla. Skratka, vidimo, da že v 11. stoletju so na podlagi teh kitajskih pismenk nastajale raznolike azijske pisave, ki so potem vsaka vizualno spominjale na kitajsko pisavo, ampak so imele neke svoje značilnosti, neke svoje lastnosti. No, tukaj smo zdaj približno v 13. stoletju, samo še 700 let do današnjih časov. In tukaj že vidimo, da se tudi teritorij počasi še širi proti zahodu, pa na jug. To, kar se je na jugu pokazalo, so bile pismenke, ki so jih v Vietnamu uporabljali. Sedaj se jih uporablja več, ampak prisotnost teh kitajskih pismenk je tudi zaznamovala Vietnam. Vmes se je razvila tudi Liu, ženska pisava, torej ženske naj ne bi bile izobražene, ne bi znale pisati in so na podlagi moške pisave razvile neko svojo. Precej zapisov je ohranjenih na pahljačah in ta pisava je tudi predmet kulturne dediščine na Kitajskem. Tako da zdaj počasi prehajamo že v sodobne čase, to smo zdaj že po 50-ih, kar se je spremenilo na Kitajskem, je še zadnji korak, pisava se je ponestavila v to smer, da so število potez zreducirali za več kot 50%, ampak v bistvu struktura ostaja pa enaka. V naslednjem koraku pa si pogledamo nekoliko pobližje, kaj se je dogajalo v tem obdobju v Koreji. In na tem mestu predajam besedo kolegici Klavdiji. Jaz bom v bistvu razložila, kako se je to razvijalo v Koreji. In bomo začeli v bistvu na čistem začetku, ko se začne uradno korejska zgodovina. To je leta 2333 pred našim štetjem, ko se ne bi začela v bistvu prva korejska dinastija in mi smo zdaj pogledali v bistvu, kako se je to razvijalo od takrat naprej. Zdaj nekje, že takrat, seveda so imeli svoj jezik, vendar niso imeli svoje pisave. Zato nekako v 2. stoletju pred našim štetjem se začne uporabljati kitajske pismenke za zapis korejskega jezika. In to se potem do 4. oziroma do konca 5. stoletja našega štetja se to razširi, ampak seveda samo med višje sloje. Nižji seveda še niso bili pismeni. In v korejski zgodovini je to poznano kot obdobje 3 kraljestev. Vidimo jih tudi na sliki, se pravi, to so Goguryeo, je ta modra največja, zelena je Baekje in pa rdeča je Shilla. Zdaj, kako to dejansko izgleda, ko oni prevzamejo pismenke, zdaj treba je vedeti prva stvar, da se jezika razlikujeta. Že besedni red je različen, pa tudi recimo korejščina je glutinacijski jezik, kitajščina ni. Tako da so imeli kar nekaj težav, kako to prevzeti in zdaj si bomo to pogledali. Zdaj ne bomo šli kaj podrobno, zaradi tega, ker je skoraj enaka slika je približno tudi na japonskem, zato bomo to pogledali še pri japonščini, bomo šli pa samo na hitro, Se pravi, najvišje imamo kitajske pismenke. Tako nekako si lahko zdaj predstavljamo z latinico, v bistvu to so pismenke za jaz, ljubiti, ti. In potem tekom stoletij so razvili različne sisteme. Mi smo pogledali 3 glavne, se pravi Goguryeo, Idu in Hangul. Zdaj, Goguryeo, v bistvu glavna primarna funkcija Goguryeo je to, da so oni lahko prebirali kitajske tekste. V Goguryeo torej prebirajo besedila po kitajsko, tudi vrstni red je kitajski, vidimo osebek, povedek, predmet. V bistvu samo dodajo so anotacije za lažje branje. Tole, kar je pa rdeče, je členek sicer za temo, he je pa kot nekakšna predikatna stavčna končnica. Zdaj, po drugi strani, vidimo pa v Idu in Hangul, da se je besedni red že zamenjal. Zdaj, glavna razlika med Idu in Hangul je branje. Torej, Idu se bere po kitajsko, oziroma korejsko-kitajsko, Hangul pa že resnično po korejsko. Stala zelena, to je pa še R, ki je pa členek za predmet.
Se pravi, v bistvu Hjangčar bi nekako prebral nanen, morer saramen. Se pravi, jaz te ljubim, a ne. Zdaj, tukaj imamo mičkam bolj podrobno to razložen, se pravi, najvišje imamo Gugjar, Idu in Hjangčar. Zdaj, dejansko se je to kar mešalo med sabo, ne, kot sem že rekla, Gugjar je predvsem za branje, medtem ko Idu in Hjangčar pa za pisanje korejskega jezika s samimi kitajskimi pismenkami. Zdaj, dejansko kaj je razlika med Hjangčar in Idu, a ne, poleg branja, je tudi to, da se Idu uporablja v uradnih dokumentih, Hjangčar pa se je uporabljal prav za razne poezije, ne. Obstaja prav poseben žanr korejske poezije iz tistega časa, Hjanga, za katero je prav značilno, da se piše v Hjangčaru. Zdaj, kaj je tukaj v bistvu glavni problem, a ne, jezika sta si zelo različna. In zato, da bi oni to rešili, so zdaj neke pismenke vzemali glede na pomen, nekaj pa glede na branje. Ne? Prej recimo smo imeli tiste členke, recimo N, se pravi, so potem eno pismenko so vzeli, ki je bila čim bolj podobna temu členku po izgovorjavi, spet druge pa po pomenu. In potem ne pridemo do tega, kako dejansko bi to prebrali, pride do zmede. In zato v 15. stoletju kralj Sejong odloči se, da je treba za korejski jezik imeti specifično pisavo točno za ta jezik, a ne da se s kitajskimi pismenkami pač ne da učinkovito pisati korejskega jezika in tudi, da bi se pač razširila pismenost, uvede pisavo Hangul. Zdaj, uvede se jo leta 1443 in potem nekako 3 leta ima neko poskusno obdobje in potem se začne širiti. Zdaj, en komentar tukaj je, da se to seveda ne zgodi čez noč, ni zdaj leta 45 povsoče pismenke, leta 46 pa jih ni več. Ne, to se je še vedno, potem pismenke so ostale, v bistvu smo tekom predstavitev videli, kdaj dejansko Hangul postane uradno pisava, ampak takrat se v bistvu začne. Zdaj, še druga stvar je, da izvorno se je Hangul imenoval Hunminjeong, ker izhaja iz pismenka, ne, tukaj imamo v bistvu razložen, to lahko prevedemo kot pravilni glasovi za poučevanje ljudstva. To je v bistvu glaven namen te pisave. Ampak en komentar še tukaj je, da je bil cel ta projekt skrivno tajen. Noben drug razen njega in njegovih najbližjih uradnikov, ki so pač ta projekt izvajanja, ni vedel, da se to dogaja. In zdaj imamo tukaj na tem mestu nagradno vprašanje za 1 milijon vonov, zakaj je bil ta projekt tajne narave. Če pogledamo možnost A, rad je imel skrivnost in presenečenja. B, menil je, da bo naletel na nasprotovanje Kitajske. C, menil je, da bo naletel na nasprotovanje ljudstva. Ali D, menil je, da bo naletel na nasprotovanje birokratov. Zdaj, če si kdo že upa odgovoriti, drugače klicev sili ni, lahko pa vzamemo polovičko, a ne, in damo B in C stran, tako da imamo samo še A in D in je potem odgovor D. Ker je dosti razumljivo, vse takrat so bili pismeni samo najvišji sloj, in to je res tista elita. In zakaj bi potem dali to svojo družbeno moč, zakaj bi to dali še na širše množice, a ne se so vendar hoteli ohranjati svoj status. Po drugi strani pa še, vsi te izobraženci, birokrati so preučevali kitajsko filozofijo, kitajsko miselnost in tudi to je bilo dosti elitno, Kitajske pismenke, znanje kitajskih pismenk je imel nek status in tudi z tega stališča potem niso želeli pač sprejeti nekih novih ljudskih krac, sploh pa, če bi še ljudske množice pisale v tej pisavi. Je pa v bistvu, ko je ta pisava nastala, so zraven izdali še neko knjigo, v kateri je v bistvu razložen
cel princip same pisave, kako se konstruira in tako naprej. Tukaj v bistvu že vidimo prve tele črke, vse do danes so večinoma iste. Tamle čisto v kotu se niti, tle je tudi ena, to je K, ki ga bomo tekom predstavitve še kar velikrat videli, tako da si ga lahko probamo zapomniti. Pa še tudi tamle, tale. Ta bo tudi se še pojavil. Če si ga ne zapomniti, seveda ni problema. Ampak samo tako, v bistvu to mislim, da je tudi na internetu, tako da če si kdo želi prebrati celo to knjigo, mislim, da je mogoče. Bomo pa si zdaj mi tudi pogledali, kako gre cel ta princip in filozofija same pisave Hangul. Torej, imamo 5 osnovnih takih izvornih soglasnikov in pa 3 osnovne elemente samoglasnikov. Pri soglasnikih, kot vidimo, naj bi predstavljala njihova obliko govorilko samezni glas izgovorimo. Sej si lahko predstavljamo, recimo tamle, ko bomo spet tale G, tako si predstavljamo obliko jezika, ko izgovorimo G. Isto recimo pri N-ju, M recimo ne bi bile ustnice, tako da je v bistvu kar napredno. Zdaj seveda mogoče artikulacija ni dejansko taka, ampak za tiste čase je kar napredna. Po drugi strani imamo pa samoglasnike, ki imajo pa zdaj spet nek svoj princip. In sicer princip se imenuje čon, zi in čon je nebo, lahko bi ga prevajali zdaj v tem primeru tudi kot sonce, to bo tista pika čist na vrhu in oziroma najprej imamo še G, so tla, oziroma zemlja lahko, in bo pa ta navpična črta je pa človek. In potem po tem principu se vsi samoglasniki potem sestavljajo naprej. In potem v bistvu, ko sestavimo vse te soglasnike, samoglasnike skupaj, dobimo 28 osnovnih znakov. To je bilo takrat, zdaj v moderni korejščini 24. Tako da, če primerjamo s kitajščino, je to 90 000 manj. Samoglasniki so v bistvu na principu yin-yang, tako da eni bojo yin, bojo temni, eni yang bodo svetli. Zdaj si lahko pogledamo še malo podrobneje soglasnike. Tamle čist na desni imamo te 5 osnovnih in potem z dodatnimi potezami so v bistvu kreirajo še druge. Če pogledamo spet naš G, z eno dodatno potezo dobimo aspiriranka, če ga podvojimo, dobimo te njihove dvojne in princip je potem isti pri vseh naprej. Imamo pa tukaj še eno zanimivost, če je kdo spremljal olimpijske igre, ko so bile v Koreji, pa je mogoče videl tale simbol, pa mogoče na prvo žogo se res ne zdi neka huda umetniška kreacija, še mogoče mičken tako leno, kakor da bi na hitro nekaj spacali. Ampak če pa pogledamo v tabelo, pa pri aspiriranih v bistvu vidimo, da oba znaka sta tukaj noter. P in Č, se pravi P za pjon in Č za čan. Tako da na koncu v bistvu je kar tak pameten simbol. In zdaj gremo naprej na samoglasnike, kjer imamo spet, kot sem rekla, človek, sonce, zemlja. In si bomo predstavljali, da je človek ena pokončna črta in kadar bo sonce pred njim, se pravi ta pika, ali nad zemljo, se je sonce, ko sijejo zgori, bodo samoglasniki svetli. Se pravi A in O. Obratno, ko sonce zaide, gre pod zemljo, ali pa je za nami, recimo, so temni. Dobimo U in O. Zdaj, ena zanimivost korejskega jezika je, da samoglasniki v taki obliki nikoli ne stojijo sami. Namreč vedno mora biti zraven še tale, to je ion sicer, ampak v tem primeru se ne izgovori, je v bistvu kot nek, kot da čuva mesto nekim drugim konsonantom,
Tako da, če se začne beseda oziroma znak zlog na vokal, je vedno to zraven, se pa ne izgovori. Tam, ki smo ga pa videli mogoče v tabeli, če si ga kdo zapomnil, tam se pa izgovori v tem primeru pa ne. In potem spet po istem principu z oddajanjem potez so dobili nove glasove. Imamo še eno sonce, dobimo ja, ju in tako naprej. Manjkata nam pa še dva, in sicer I, to je človek, ta je neutralen, in pa tam imamo še ki je pa tudi temen. In to so v bistvu te najbolj osnovni njihovi samoglasniki. In zdaj, ko sem rekla, eni so svetli, eni so temni, to se potem vidi na temu, kako se združujejo v dvoglasnike. Namreč svetli s svetlimi, temni s temnimi, neutralen pa gre lahko med svetle ali temne. Tukaj imamo svetle, temne. In zdaj, ko smo si to malo pogledali, lahko pogledamo še, kako se združujejo potem te znake. Vedno, kot sem rekla, mora biti en soglasnik, če ne pride tisti krogel sprej. Se pravi, tamle imamo ga, ta G smo že videli, pa zraven A. Potem druga možnost je, da je od spodaj še en soglasnik, recimo na ga dodamo še N, oziroma gan. Tretja možnost je pa, da sta od spodaj dva soglasnika. Ampak tale tretja možnost ni tako pogosta, kakor prvi dve. In zdaj imamo tukaj le eno korejsko besedo. Če si je mogoče kdo zapomnil, kako se kaj prebere, dve črki, kakšni bi že lahko poznali. Tukaj imamo že ena je, druga je. Tako da A pa G bi lahko poznali, drugače pa to samo hangul, samo korejski zapis za ime njihove abecede. In na prvem mestu so soglasniki, potem sta samoglasnika in potem še soglasnika. In ko se potem vse to združi, dobimo lahko s hangulom 12369 znakov. Tukaj imamo pa potem še primere, kako se to potem naprej združuje v zloge oziroma znake. No, in na tem mestu skočimo še z eno podrobnostjo. Poglejmo si, katera koda je napisana okrog zloga G. Gor so 3 črke, oziroma 2 črke A, C, nič in potem še zraven nič. Zaenkrat bomo samo to zapisali, na koncu pa upamo, da bomo še sprobali. Okay. In zdaj, ko imamo neko predstavo o sami pisavi, gremo naprej, kako se je to razvija. Zdaj, kot sem rekla, najnižji sloji so to nekje do konca 15. stoletja že približno sprejeli. Medtem ko uradno se je pa začel uporabljati šele leta 1894, ko je kralj Gojong izdal kraljevi ukaz, da se uporablja od zdaj pa hangul naprej v uradnih dokumentih. Prej so bile pismenke. Se tudi zdaj, kje so še pismenke, ampak res redko. Tako da, če gre kdo v Korejo, pa ne pozna pismenk, nima nobenega problema. Še ena stvar, ki je mogoče kdo opazil, če je pridno poslušal, da ves čas govorim hangul. Prej je bilo pa ime Hunmin Jeongeum. In zakaj? Ne zato, ker pač bi bilo meni lažje to izgovarjati, ni samo iz tega razloga, ampak ker so v bistvu leta 1913 so določili ime hangul. To ga je določil Zhu Xignon, ki je pač standardiziral ime. Je pomemben tudi same strani, da je standardiziral pisavo in pa tudi pomagal pri standardizaciji jezika. Ker prej so sicer brali nekaj imena, ampak ni bilo prav uradnega. Namreč, Hunmin Jeongeum so odkrili šele leta 1940. Pisavo so sicer poznali, vedeli so, kako so uporabljali, niso pa našli te knjige zraven, kot da niti niso vedeli, da to obstaja. In zdaj, to je samo še kako bi bila slovenski jezik izgledal v korejski pisavi, kot smo rekli prej, sam vokal nikoli ne stoji, to imamo tam tele z rumeno
krogcem. Se pravi jezik in pisavanje. In na tem mestu gremo lahko na japonščino. Zdaj še par besed o japonščini oziroma o japonski pisavi, ki ima menda ta rekord, da je najtežja pisava na svetu, vsaj tako pravijo nekateri. En misionar v 16. stoletju je pisal svojim jezuitskim bratom nazaj, da je sicer teren zelo primeren za širjenje krščanstva, ampak da je pisavo prav gotovo si izmislil hudič, zato da bi te njihove napore in bilo verjetno ni bilo tako. Je tudi verjetno najbolj fascinantna pisava na svetu. S pisanjem so začeli veliko kasneje, prevzeli so jo prevzeli so kitajsko pisavo. Prvi ostanki, prvi predmeti z napisi, ki so jih našli v arheoloških izkopaninah, so stari tudi 2000 let, ampak ni jasno, ali so takrat na Japonskem že, ali jim je bilo jasno, da je to pisava, torej da so te grafične oblike simboli, ki predstavljajo jezik, so bili taki pečati, na primer. Začetki dejanskega pisanja se pojavijo v 5. stoletju in to ne direktno, niso prevzeli direktno iz Kitajske, pač pa preko korejskih posrednikov, kar je bilo tudi sreča za to japonsko govorno skupnost, ker je korejščina bistveno bliža japonščini kot pa kitajščina in so v Koreji se že s tem uvadali in že prišli do enih zanimivih trikov in rešitev, kako bi to pisavo uporabili za popolnoma drugačen jezik. Torej, sprva je bilo samo nekaj pisarjev, ki so večinoma korejski prišleci, to je bila dedna funkcija, in pisali so pa sprva samo v kitajščini, v klasični kitajščini. To je podobno kot je v srednjem veku v Evropi. To, kar je bilo vredno zapisa, se je zapisalo v latinščini, v lokalnih jezikih se stvari niso zapisovale. V 6. stoletju s prihodom budizma se je tudi budizem razširil in to ne direktno iz indijskih spisov, ampak iz kitajskih prevodov, ki so bili zapisani s kitajskimi pismikami, tako da je bil to še en moment, ki je prispeval k tudi uveljavljanju kitajske pisave. V 7. stoletju je tudi cela državna ureditev, zakoniki, konfucijanski klasiki so prevzemali od Kitajcev, tako da je bilo povsem logično, da se je tudi vse zapisovalo v kitajščini. In pri tem prevzemanju kitajske pisave na Japonskem so se srečali z veliko izzivi, ampak jih lahko nekako vidimo v dveh velikih skupinah. Torej, prvi velik izziv je bilo branje kitajskih besedil, kar je bilo učenega, torej budistične sutre, zakoniki, konfucijanski klasiki, je bilo zapisano v klasični kitajščini. Ta besedila so oni dobili, jih prepisovali, se jih učili in sprva so to tudi dejansko izgovarjali, so se učili to izgovarjati v približno kitajščini, s tem, da je glasovni sistem kitajščine in japonščine popolnoma drugačen. Japonski je veliko preprostejši, ni tonov, je bistveno manj soglasnikov, tako da en tak približen, tako kot recimo, ko Italijani govorijo angleško, si tako predstavljati zelo približno.
In postopoma se je pri branju tudi uveljavilo prevajanje posameznih besed, torej so prebrali v približni kitajščini in zraven potem si še to prevedli na glas v japonščino in kasneje tudi začeli predlagati vrstni red. Iz tega se je razvil sistem Kanban Kundoku, ki si ga bomo čez par trenutkov malo podrobneje pogledali. To je bil prvi izziv, torej branje teh kitajskih besedil. Drugi izziv je bilo pisanje, ko pač so začutili potrebo najprej recimo za zapis lastnih imen, ki se jih seveda ne da prevesti v kitajščino. In kasneje tudi za zapisovanje poezije, literarnih dnevnikov, drugih takih učenih stvari. Kako bi zapisali japonščino s kitajskimi pismenkami? Ko se je latinica širila, je bilo to razmeroma preprosto, torej vsak znak zapisuje en glas, glasovi so vsi različni med jeziki, ampak so ene podobnosti in je to razmeroma preprosto prenesti ta sistem. Za zapis, torej pri eni pisavi, ki je kot kitajska, zapisuje pomenske enote, je pa to bistveno težje. Zdaj, ko bi bila to ena pisava, ki zapisuje glasove, bi bilo lažje, ker v kitajščini je neprimerno več glasov in možnih zlogov, tako da bi bilo dovolj vzeti samo tistih nekaj, ki obstajajo tudi v japonščini. Ampak problem je bil tudi ta, da je kitajščina izolacijski jezik, se pravi vsaka beseda izraža tako polnopomenske besede, kot tudi drugi slovnični pomeni, ki jih v drugih jezikih izražamo, na primer s prekipanjem ali v japonščini z enimi funkcijskimi besedami, ki se dodajajo polnopomenskih, je to bistveno težje. Torej, še ena tretja razlika je vrstni red besed. V kitajščini je podobno kot v slovenščini tipični osnovni vrstni red besed v stavku osebe, glagol, predmet, pri japonščini pa osebe, predmet, glagol, tako kot pri korejščini. Torej, če se vrnemo na ta problem branja kitajskih besedil, s tem branjem kitajskih klasičnih besedil so imeli težave učenci tudi že na kitajskem, tako da so že tam razvili sisteme glos, okrnjenih pismenk, s katerimi so si pomagali si označiti, kako naj se nekaj prebere ali kaj se na kaj veže in podobne stvari. Na Japonskem se je razvil ta sistem, ki mu pravimo Kanban Kundoku. Če prevedemo, Kanban je kitajsko besedilo dobesedno, Kundoku je pa razlagalno branje, se pravi branje klasičnih kitajskih besedil. V bistvu z našega vidika je to prevajanje v japonščino. Imajo ena klasična kitajska besedila in jih preberejo tako, da je razumljivo nekomu, ki zna japonsko. To je v bistvu prevajanje, ampak temu še danes ne reče prevajanje, to je poseben sistem, ki se ga na japonskem pojmuje kot posebna vrsta branja. Torej, do sprememb pride na 3 ravneh. Prvo je besedišče, torej imamo tako besedilo, ki je zapisano s pismenkami. Vsaka od teh pismenk zapisuje eno kitajsko besedo in namesto, da bi prebrali tisto kitajsko besedo, preberemo eno, jo v bistvu prevedemo v japonščino in jo preberemo v japonščini, se reče pri tem sistemu. Druga sprememba je morfologija. Japonščina ima pregibne končnice, glagolov, pridelnikov, podobno kot v slovenščini, torej s katerimi izražamo čas, modalnost in druge kategorije. In to se je zapisovalo z
pomočlanih pripomočkov, si bomo naslednjem ogledali. Tretja sprememba je še skladnja, torej sprememba vrstnega reda. In torej, to je bil potem en tak sistem, po katerem so, recimo, če imamo to pismenko knjiga in dopišemo eno piko desno skoraj, je to po tem sistemu pika označuje členek O, ki označuje to, kar bi bil v slovenščini tožilnik, se pravi, da je to predmet. Ali pa, če namesto te pike damo eno piko sem, ne, če damo eno piko sem, bi bil to dajalnik in podobno. Tako da s takimi, sprva so s takim sistemom pik in oznak označevali sklone, drugo je bilo še obračanje vrstnega reda. Ko bi kitajsko pisavo prevzeli za zapis slovenščine, bi bilo lažje, ker je vrstni red bolj podoben. Tukaj imamo, torej, prva, tukaj v tem stavcu prva pismenka človek, druga pismenka jahati, tretja konj, smo ga že videli, konja, in v kitajščini je ta vrstni red. Če bi to prebrali po slovensko, človek, jahati, konj, bi vedeli, bi lahko dodali kakšne pike, da vemo konja, da je tožilnik, in morda še kaj, da označimo čas, in bi bilo to v redu. V japonščini ni v redu, ker je glagol na koncu, in zato je ta oznaka levo pod drugo pismenko, pomeni, da se tisto prestavi na kasnejše mesto in dobimo japonski vrstni red človek, konja, jaha. In lahko je tudi več. Tukaj spet v slovenščini se lepo prebralo. Prvi znak je ne, drugi mogoče, drugo plezati, četrti gora. Se razume, kaj to pomeni, ni mogoče plezati na goro. V japonščini je treba to obrniti gora na, plezati mogoče ni. Torej, moramo vse obrniti vrstni red. Ali pa spet še en primer. Prva pismenka jaz, druga ne, tretja jesti, četrta riž. V slovenščini bi se to že lepo slišalo. V japonščini mora biti glagol na koncu in po glagolu še modalnost, tukaj je zanikanje, tako da je treba vse obrniti. In še zraven pa se je postopoma razvilo še namesto pik bolj jasne oznake, ki zapisujejo že tudi izgovarjavo teh členkov in končnic. Zanimivo je, da ko so potem v 19. stoletju po odprtju Japonske, ki je bila do konca, torej do 1866 je bila popolnoma zaprta za stike s tujino. Prvi so se začeli učiti tudi evropskih jezikov, so prve učbenike sestavili po tem sistemu in čitanka za angleščino, za japonsko govoreče učence, študente. V tem učbeniku nad latinico je še z japonsko fonetsko pisavo zapisano, kako bi se to izgovorilo, prilagojeno, pač o, jes, me, zen, bot, pač imajo druge glasove. Spodaj pa te številke z roza barvo, to so kitajske številke, prečrkovane bi bile to, 1, 2, 4, 1, 3, 2. Ob številki je še prevod v japonščino in če to potem stavimo na vrstni red, dobimo prevod v
japonski vrstni red. Zgleda morda zelo čudno, ampak tudi v srednjeveških besedilih so te glose, tudi take oznake za vrstni red, naprimer iz enega rokopisa v latinščini, ki se je ohranil v britanski knjižnici z glosami za angleško govoreče bralce. Angleščina ima seveda drugačen vrstni red kot latinščina in ravno tako kot pri tem Kambu in Kundoku so tudi v teh rokopisih imeli. No, tukaj so črke, ABCD ali pa včasih take pike, da ni tako eksotično. Ta Kambun se je ohranil v bistvu do današnjega dne, to je še vedno podobno, kot je v naših gimnazijah latinščina še prisotna, ponekod je tudi v japonskih gimnazijah Kambun, torej branje kitajskih klasikov in to sprotno branje in prevajanje v japonščino še obvezni predmet v gimnaziji. In vloga tega sistema je bilo pisno sporazumevanje v celotni sinosferi, torej v celotni sferi, kulturni sferi, kjer se je ta kitajska pisava uporabljala. Ustno, potem izgovorjava se je precej spremenila, tudi s temi sistemi, celo pač v bistvu niso več niti brali, ampak sproti prevajali v svoj jezik. Je pa služilo temu pisni komunikaciji in je tudi pripomoglo k temu, da se je ohranilo veliko nedotaknjenih klasičnih besedil, tudi zunaj Kitajske. In je nekako vez cele kulturne sfere, podobno kot je latinica, ki je sprva služila zapisu latinščine, služi tudi kot povezovanje te kulturne sfere, pa arabska pisava, so kitajske pismenke ena vez. In če se vrnemo k izzivom prilagajanja, oziroma prevzemanja te kitajske pisave na Japonskem, prvi problem je bil branje kitajskih besedil, to so rešili tako, da so si izmislili en sistem, kako besedila v bistvu sproti prevajati v japonščino. Drug problem je bilo pisanje japonščine s kitajskimi pismenkami. Skozi stoletja se je razvilo veliko, se je razvil en zelo kompleksen sistem in prek tega je prevzeto po korejskih sistemih, no, to so v glavnem glavnih 5 tehnik, s katerimi so si pomagali, da uporabljajo kitajske pismenke, zato da zapišejo japonščino. Prvi smo ga že videli pri Kambunu, je kun oziroma razlagalna raba. Se pravi, da vzamemo eno pismenko, naprimer to je pismenka za človeka, v kitajščini se izgovori, jaz ne znam. Žen. In tudi Japonci niso znali dobro to izgovoriti. Niso rekli, bomo rekli po naše, po japonsko hito. No, v klasični, v 8. 9. stoletju, ko so to prevzemali, je bil HŠP, torej pito, ampak to je potem stvar glasovnega razvoja. Se pravi, razlaga v smislu prevod praktično v japonščino. Druga tehnika je Manjogana, izposojeno ime dobesedno, oziroma Kana izposojeno ime. Manjo je ime ene pesniške zbirke, kjer se je to prvič sistematsko uporabilo. In to je raba ene kitajske pismenke za zapis enega zloga, ne glede na to, kaj ta pismenka pomeni. Ker če si predstavljamo, kitajska pismenka zapisuje
eno pomensko enoto, ki ima torej en pomen in eno glasovno vrednost. Lahko se odločimo, da vzamemo ta pomen, to je potem ta metoda Kuhn razlaga, oziroma prevedemo ta pomen, oziroma izrazimo ta pomen s svojo besedo, ki jo že imamo in uporabimo to isto pismenko. Druga je, da vzamemo to pismenko, ki se izgovori na nek način in jo uporabimo, da zapišemo tisti zlog, ki seveda v našem jeziku pomeni nekaj drugega. No, tukaj je še dva primera, naprimer Gora, se napiše, je risbica našega Triglava, no, to je pismenka za besedo Gora, v kitajščini se izgovori Šan, v japonščini Jama, ne pomeni Jamo, ampak pomeni Gora. Tudi vzamemo to pismenko in s tem zapišemo našo besedo. In druga tehnika je torej Mahayogana, vzamemo pismenko, ki se na nek način izgovori, ko z njo zapišemo eno določeno besedo, naprimer ta prva, približno. Verjetno je bila izgovarjala v preteklosti tudi drugačna, so to vzeli za zapis zloga no, ki je rodilniški členek v japonščini, kitajščina členkov ni, tako da so morali najti način, kako te členke in končnice zapisati. Ali pa ta pismenka za val, v kitajščini. Za zapis sloga pa, kasneje se to prešlo v ha oziroma va, to je členek, ki označuje temo. Ne samo to, ampak so včasih šli še en korak dalje in naprimer smo videli prej, da smo lahko vzeli pismenko za goro, ki pač se po kitajsko nekako izgovorili ne znamo, rečemo jama, ker je to naša beseda za goro. In potem imamo drugo besedo, Jamato, to je bila dinastija, ki je vladala na Japonskem in hočemo to ime dinastije zapisati, pa vzamemo to pismenko, ki se lahko v japonščini izgovori z domačo besedo jama, ki pomeni gora, ampak ne zato, da povemo, kaj je v eni gori, ampak samo, da zapišemo zloga jama in potem to, naprimer, odtis, pa tako sestavimo. Včasih tudi mešano, naprimer, kitajska pismenka za mati, zdaj ima, ampak pač so na Japonskem to izgovarjali kot mo in potem pismenka za mleko, ki se na Japonskem, torej se je izgovorilo v japonščini či, torej kitajska beseda mo, japonska beseda či in pismenki, ki ti dve besedi zapisujeta za zapis moči glagola držati, ki se tako izgovori. Tako da, kar malo komplicirano. S časoma se je tudi, no, že pri kitajščini, tudi na Japonskem, zlasti za kaligrafske vaje, se je uveljavila ta kurzivna, poenostavljena oblika in iz te se je potem razvila ena še bolj poenostavljena oblika, ki ni več doktorska pisava za kaligrafske vaje, ampak so začeli to uporabljati bolj sistematično za rabo teh pismenk, ko so zapisovali samo en določen zlog, določene glasove, ne glede na pomen tiste prvotne pismenke, iz katere se je to razvilo. In to se je razvilo v dveh kontekstih. Eno so dve kaligrafske vaje, to so bolj uporabljali tudi ženske, tako da so temu rekli tudi ženska pisava, danes temu rečemo hiragana. In to so kurzivne oblike, tudi bolj zaokrožene. Drug sistem je bil
Torej, drug način poenostavljanja teh pismek, drug kontekst, v katerem se je to dogajalo, so bile poenostavljene pismenke, ki so služile temu, kar smo videli, tem oznakam s pik. Namesto teh pik so potem začeli uporabljati samo en del ene pismenke za zapis enega določenega zloga. To se je bolj uporabljalo v budističnih besedilih, učenih kontekstih. In se je potem iz iste pismenke lahko naprimer ta pismenka, se izgovori so v japonščini, se je iz tega kaligrafsko lahko razvil znak za so v zlogovnici hiragana in pa znak za so v zlogovnici katakana. Tako da to sta potem se tako razvili dve zlogovnici. In če ponazorimo to, če bi si, naprimer, namesto da bi naša slovensko govoreča skupnost bila blizu rimskega cesarstva in germanskih jezikov in namesto da bi prevzeli latinico, bi pač imeli kot sosede kitajsko civilizacijo in ne bi poznali še pisave in bi hoteli zapisati eno svoje ime z kitajskimi pismenkami, bi lahko pač uporabili ta dva principa ali kun, se pravi prevod. Naprimer, da je meni ime Nada Gorjan, sem izpravljamo tako ime, ki tudi nekaj pomeni, Nada upanje, vzamem pismenko, ki pomeni upanje in jo zapišem in rečem, to je meni ime Nada in tako jaz to napišem, ali pa Gorjan, gorski človek, pismenka Gora človek, pa se potem je pač pride do dogovora, da se bo to tako bralo. To je ena metoda, druga metoda je ta metoda Manjogana, kjer vzamemo pač pismenke, ki se tako izgovorijo, ta se bere na, ta se bere da, go, gi, an in se da tudi tako napisati. Vsaka od teh nekaj pomeni, kar nima nobene veze, ne z upanjem, ne z gorskimi ljudmi, ampak se pač uporablja samo za glasovno vrednost. Še en princip je bilo to, pisali so na dvoru, ljudje so, ko ni bilo še interneta, so imeli veliko prostega časa in so si imeli čas se včasih pozabavati. To so recimo spodnji primer znak za 8, znak za 10, znak za 1, 8, 10, 1 81, kar je 9x9, 9 se po japonsko reče ku in ku je potem lahko zapis enega glagola kukurizamiti. Tako da včasih so se zelo, ampak tega je zelo malo v teh zapisih, bistveno več je pa ostalih teh dveh metod. Še ena značilnost, oziroma še ena recimo zanimivost pri prevzemanju japonske pisave, kitajske pisave. Tukaj četrta metoda, v bistvu tukaj ne gre več za prilagajanje kitajske pisave japonskemu jeziku, ampak prilagajanje japonskega jezika kitajske pisavi. Prevzeli so ogromno kitajskega besedišča, da si pač olajšajo kitajski jezik je bil prestižni jezik in veliko besed je prevzetih iz kitajščine, s tem, da je šlo to v več valovih in je prihajalo iz različnih regij na Kitajskem, tako da se je ista pismenka prevzela večkrat v različnih obdobjih za različne besede ali včasih za različne podpomene iste besede in v današnji zdaj sodobni japonščini se je pohranilo veliko tega. No, zadnji tip prevzemanja, to, ki je ta val prevzemanja po 11. stoletju, tega je zelo malo. Največ takih besed je bilo prevzetih, torej to je Kangong med 7. in 8. stoletjem, takrat so tudi poslali veliko odprav na kitajski dvor, da
se v centru takratnega sveta naučijo vsega koristnega. In se je potem pri starejših branjih, ki so se sprva, zlasti pri teh, ki so bili vezani na budistične izraze, se je tisto ohranilo, tudi potem, ko so te pismenke ponovno in besede, ki se z njimi zapisujejo, ponovno vražali. Tako da, naprimer, ta pismenka za glagol iti in za druge moršeme s podobnimi pomeni se v besedi šudjo, ki je vsa danes pravi ta budistična asketska praksa, trening v njihov. Sedaj legjo, večini drugih besed, kot naprimer ginko, banka, se bere ko in v par redkih pa am. In za veliko kitajskih pismen, ki se uporabljajo v japonščini, velja to, da se lahko prebere na različne načine v različnih besedah. No, fonetski zapis je ustalil. Do 19. stoletja se je potem ohranila raba tega kapuna oziroma izvorno kitajskih besedil za uradne zapise, zakon in podobno. In raba pa enega mešanega sistema, ki je zdaj tudi danes v veljavi, kjer se mešano uporabljajo vse tri pisave, torej ti dve zlobovnici, ki smo videli, ki so se razvile iz kaligrafskih oblik in iz okrnjenih oblik in pa kitajske pismenke. Danes se japonščina zapisuje tako, da se polnopomenske besede zapišejo s pismenkami in to lahko po teh dveh metodah ali onjomi, torej prevzeta kitajska izgovarjava, naprimer tukaj se, v besedi sensei profesor. Ista pismenka se lahko uporabi za zapis glagola roditi se, koren tega glagola in potem v hiragani pa zapišemo pregibne končnice, členke in tujke iz nekitajskih jezikov pa zapisujemo danes v katakani, tako da se istočasno uporabljajo vse tri. Če se vrnemo na tisto delitev, dva glavna principa pri zapisu jezika, preemski in kenemski. Pri večini pisav je jasno za eno pisavo, kateri je glavni princip. Za slovenščino je glavni primarni princip kenemski, torej vsaka črka v principu zapisuje glas, s tem, da sekundarno tudi imamo morfofonemski zapis. L se lahko bere L ali U, odvisno od mesta. V kitajščini obratno vsak znak, vsaka pismenka zapisuje en morfem, ampak imamo to notranjo zgradbo, ki nam nakazuje izgovarjavo, tako da sekundarno je tudi kenemski zapis. Pri japonščini pa imamo oba principa istočasno se uporabljati. Tako, pridemo na naslednjo. Dobro, zdaj ta del bomo malo pospešili. Torej, naslednji del, kako se slovari v pismenkah išče. Torej, veste zdaj, da obstaja en kup tisoč pismenk, debeli špehi, ki niso urejeni v abecedi, ampak nekako drugače. Kako bi poiskali, na primer, neko gradivo iz te gmote? Namreč, da natančno pogledamo pismenke, si niso tako zelo različne. Tukaj vidimo nek skupen košček, pa v teh pismenkah tudi vidimo skupen košček žensko, te tri prekrižene črtice. To so skupni deli, pa tole, in tukaj spet prepoznamo naš les, ki smo ga že prej omenili. Se pravi, določeni koščki so zelo produktivni, določeni pa manj. Les je zelo produktiven in sem spada ogromno pismenk. Kako najdemo eno tako, na primer v slovarju, kot je tale tukaj na mizi, pa dajmo narediti eno demonstracijo kratko. Se pravi, kaj treba najprej narediti? Najprej je treba poiskati, prešteti število potez, ki jih ima sam les. Torej, les se zapiše 4 črticami, 1, 2, 3, 4.
poiščemo 1, 2, 3, 4 in tukaj najdemo les tukaj noter. Upam, da se dosti vidi. Gremo v slovarju na stran 34. Malo poskrolamo. Kje smo zdaj na 29, na 35, evo, smo na 34, tukaj najdemo ta les, preštejemo, koliko je bilo še dodatnih črtic v tejle pismenki. To je bila ena dodatna črtica, preštejemo še eno in vidimo, da je ta pismenka na strani 1641. In če skočimo na 1641, je to še malo dol. Aha. In na tak način počasi, hitro najdemo tole pismenko, ki jo iščemo. In preberemo, da se pač izgovori recimo dža in izvemo, da se izgovori dža. Tako. Torej, to je en način. Seveda, interno je pa slovar zgrajen po abecedi od A do Z, zdaj po pininu. Obstajali so pa še drugi sistemi, ki pa nimajo s pininom veze. To so bili, recimo, en Wade-Giles in razporeditev je čisto drugačna, kot bi zdaj pričakovali in take pismenke po Wade-Gilesu ne bi našli, ker črke predstavljajo druge glasove. Poleg tega se pa te tisoče pismenk da najti tudi tako, da pogledamo pismenke samo po vogalih. Levo zgoraj vidimo eno tako malo piko in to je koda številka 3. Desno zgoraj je plus in to je koda številka 4. Levo spodaj imamo potem spet piko, kar je enka in desno spodaj imamo tako piko, kar je trojka. In če bi to našo pismenko, ki smo pravkar našli, zapisali, poiskali po tem principu, bi tukaj videli štirko, tukaj bi videli dvojko, tukaj spodi devetko in tukaj spodi enko. Torej, drug sistem bi bil, šli bi v slovar, vzeli bi, poiskali bi številko 4291 in tam bi našli to pismenko. Kar je zelo priročno, na tem slovarju že vidimo številke 0,0,1 do 0,688. Če imamo več zvezkov takega gradiva, je to tak zelo priročen sistem. Podobno je bilo tudi v korejščini, bi kar jaz nadaljevala zaradi tega, ker nimamo prav veliko časa. Na levi strani imamo prvo kazalo in tukaj so razporejeni soglasniki po vrsti in na drugi strani so razporejeni zlogi, ki se s temi soglasniki začnejo. In če pogledamo, ta prvi zlog že poznamo, to je ga, ki smo ga tudi tukaj na tablo že izpisali. No in potem interno so besede razporejene tako najprej pod G-jem, tukaj na strani vidimo še zmeraj besede na G, tukaj so besede na R ali L, to so predvsem tujke, zraven oklepaju imate tudi zapisano, katere besede se preberajo na R in katere na G. V japonščini je zadeva podobna kot v kitajščini, obstaja slovarje besed in pismenk, torej iščemo po pomenskih ključih, podobno kot v kitajščini, lahko po izgovorjavi, če seveda vemo, kako se besede izgovori, ali pa mogoče po številu potez. Tako da slovarji imajo tudi običajno različne indekse, naprimer to je indeks prvi, torej po pomenskih ključih, po številu potez in še eno kazalo samo po izgovorjavi. Lepo se vidi pri tem slovarju, pri strani, kjer je napisano, torej najprej je A, I, U, E, O, potem sledi naslednji košček K, 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 K in tako naprej. Se pravi, japonski del je razporejen po japonski logiki, ne po ABCD. Malo novejše tehnologije, torej predstavljati si, kako bi vse pismenke glasovno samo zvokom prenesli s telegrafijo. Je to možno ali ne? Zaenkrat zgleda ni možno. Ampak na kitajskem so izumili sistem, poštni sistem, kjer so pogruntali, kako se da pismenke, ki so izrazitno vizualna pisava, prenašati samo zvokom.
Namreč napisali so take priročnike, telegrafske priročnike. In naša pismenka, ki smo jo našli v slovarju, se nahaja tukaj zdaj v tem priročniku na 26. strani, v prvi vrstici, pač prva vrstica je ničta, potem je ta prva vrstica in potem v ničtem stolpcu. In potem imamo recimo še eno podobno pismenko, ki ima tudi les na vrh, ampak spodaj nekaj drugega. Spodaj ima pa otroka, se pravi, tale koda je 26, ker se nahaja na 26. strani, v drugi vrstici in v prvem stolpcu. Zakaj zdaj vse to pravim, čeprav je že to hura? Zaradi tega, da vam razložim, kako so pošiljali telegrame. Stranka je prišla na pošto, napisala besedilo. Pogledali so v priročnike, poiskali kode. Kode so številčno prek Morzove abecede postali na drugo stran in tam na drugi strani je nekdo to poslušal, pretvoril spet v Morzovo abecedo, nazaj pogledali so v knjige, v priročnike in pretvorili nazaj v besedilo. In za primer, to je primer enega takega sporočila, telegrama na Kitajskem. To je še zdaj zelo uporabno, namreč na spletni strani obstaja funkcija, kjer lahko preverimo, katera koda obstaja za določeno pismenko. Zakaj je to pomembno? Tam vidimo pismenko, torej, to je osebna izkaznica iz Hongkonga in vidimo kodo 2621, jo vidimo tam pri prvi pismenki. 2621, tukaj je malo grdo napisano, ampak vidimo, da je torej ta pismenka. Gor les, spodaj pa otrok. Zakaj je to pomembno? Namreč, če imamo neko kitajsko ime, obstaja več različnih možnosti sistemov latinizacije. In isto ime lahko napišemo na več različnih načinov v črkah. Če pa želimo jasno vedeti, za katero osebo gre, je treba imeti to enovite kode zadaj. In pogoj upisati telegrafsko kodo je še zdaj pogoj za vstop v Ameriko. Torej, državljani, ki imajo pismenke v svojih lastnih imenih, morajo imeti telegrafske kode. Problem ni samo pri prepisu iz pismenk v latinizacijo, ampak tudi obratno. Namreč primer enega japonskega priimka, ki se lahko napiše na 52 različnih načinov. In si lahko predstavljate, da potem niti približno ne vemo, katera oseba je to, če nimamo številčne kode. In s številčnimi kodami so se ukvarjali potem dolg časa tudi v okviru računalništva. V 60-ih letih so računalnike izumrli, šele v 80-ih letih, 20 let zatem, so pa pogruntali, kako bi se dalo pismenke spraviti v okvir iz informacijskih sistemov. Namreč, glavni problem ni bil v tem, da niso vedeli, kako naj naredijo tako tipkovnico, kjer ima vsak znak svojo tipko. Glavni problem je bil to, kako vsem tem pismenkam določimo svoje kodne točke. Kaj zdaj to v bistvu pomeni? V času, ko so računalniki nastali in ko je bil ASCII tisti standard, se je v okviru tega dalo zapisati samo angleško abecedo, črke od A do Z, in tukaj več ni bilo prostora za naše slovenske šumnike. In potem so dodali razširitev ASCII-ja, regijske variante, in s tem smo v Evropi mogli inštalirati evropske Windowse, da smo lahko podpirali, dobili šumnike ven oziroma ostale specialne znake. Z 256 znaki, kitajskih pismenk je pa na tisoče. Zato so rabili precej časa in nažalost danes pač nimamo časa, da bi razložili, kako so prišli do teh rešitev. Skratka, do odgovorov so prišli najprej na Japonskem, kar se je potem iz tega prostora razširilo še v ostale azijske regije, in logika, ki so jo izumili Japonci, je potem postala temeljna logika Unicoda. Se pravi, po istih rešitvah je Unicode, ki ga uporabljamo danes, razvijal svoje rešitve naprej. Torej, tipkovnice, take ogromne, niso potrebne. Kako vnašamo, na primer, japonščino, lahko vnašamo glasovno, redki sistem je tak, da je vsaki tipki predpisana svoja hiragana, katakana, danes pa vse na telefonih lepo tipkamo, opišemo, izberemo, po potrebi pretvorimo v kanđije.
Na korejskem je situacija malo lažja. Zeleno obarvane znaki so soglasniki, desno so samoglasniki in tako kot ste videli, da so zlogi zgrajeni, soglasniki, samoglasniki, tako lahko enostavno natipkamo celotna besedila. To je še en tak pogled na telefone in tukaj se potem ta sistem sonca, človeka in tav pojavi tudi gor in na ta način napišemo naprimer A. Pri Kitajcih je situacija malo bolj komplicirana. Tajvanci so imeli podobno rešitev kot Korejci, torej vse soglasnike so postavili na eno stran, samoglasnike na drugo. To je na primer enega tazga tajvanskega slovarčka, kjer vidite, da je z belo v desnem spodnjem kotu tipk dopisana tajvanska abeceda. Poleg tega pa so na Kitajskem izumili še kup drugih sistemov abeced, drugih sistemov vnosov, ki so relativno komplicirani in to je pogled na eno tako kitajsko tipkovnico. Torej, pismenke so razbijali na minimalne koščke in še zdaj se dobi na Amazonu nalepke, da si lahko recimo na tipkovnico prilepite seznam, kje se posamezni koščki nahajajo. Ampak na Kitajskem je teh načinov vnosa precej, tako da se jih niti ne bomo pogledali. Obstaja pa recimo tam do 32 različnih sistemov. Zdaj je torej vnašanje, obravnavanje kitajske, azijske, japonske, torej vseh teh azijskih pisav zelo enostavno. Obstaja veliko aplikacij, med drugim tudi ta. Kaj te aplikacije počnemo? Naučimo se spet osnov. Tukaj na desni strani že vidimo to, a se spomnimo, kaj je to? 5, bravo. In najdemo številko 5 med možnimi odgovori. Tukaj. Prva vrsta, zadnji zlog je številka 5. Na levi strani je konj, se ga spomnimo, kako zgleda. Konj je zdaj poenostavljena tale varianta in to je pravilni odgovor na tole vprašanje. In te dve pismenki smo zagledali tudi na začetku ure, ki ste se nahajali na tem zapisu, na kosti, se pravi, na vrh je bil konj, na spodaj je bila pa 5. Seveda, razvoj gre v smeri vračanja k koreninam tudi v razvoju fontov in v spodnji vrstici vidimo, da so torej te iste pismenke zgoraj, napisane spodaj relativno grafično in lahko prepoznamo. Pa da gremo spet še malo k olimpijskim igram, videli smo logo za Pjongčan, tukaj pa še logo za Beijing 2008 in 2022. Z malo domišljije boste videli pismenko to z desno, ki pomeni prestolnica, Peking, tudi v teh dveh logih. Tako, in to bi bilo zaenkrat vse o želvah, pusteh, tablicah in telefonih.